Zdravstveni dom Lenart se ponaša z več kot polstoletno tradicijo in postaja manjši diagnostični center v osrčju Slovenskih Goric. V Zdravstvenem domu Lenart so v zadnjih letih veliko vlagali v širitev stavbe, da so zagotovili prostorske pogoje za normalno delo. Ob tem niso pozabili na izobraževanje kadrov, saj se zavedajo, da je oboje pogoj za kvalitetno izvajanje preventivnega in kurativnega zdravstvenega varstva za vse starostne skupine njihovih uporabnikov. O začetkih organizirane zdravstvene službe v Srednjih Slovenskih Goricah imamo malo podatkov. Vemo le, da so bili ti kraji do razpada Avstro-Ogrske monarhije v zdravstvenem pogledu zanemarjeni. Saj so na tem območju v 18. in 19. stoletju delovali v glavnem ranocelniki in zasebni zdravniki nemškega in češkega rodu. Prvi slovenski zdravnik v Lenartu je bil dr. France Tiplič, ki je službo nastopil v letu 1900. Leta 1918 je za okrožnega zdravnika prišel domačin dr. Ludvik Kramberger, ki je na območju Slovenskih Goric deloval do upokojitve leta 1960. Po drugi svetovni vojni je bila v Lenartu ustanovljena sektorska ambulanta. Leta 1956 pa je takratni ljudski odbor ustanovil Zdravstveni dom Lenart. V letu 1957 se je zdravstvena služba z dr. Francetom Gaberškom pričela širiti. V tem letu je Zdravstveni dom Lenart dobil tudi prvo reševalno vozilo. Zdravstvena služba je bila organizirana v splošni ambulantni dejavnosti s posvetovalnicami za matere in otroke, zobozdravstveni ambulanti, proti tuberkuloznem dispanzerju s RTG službo in z babiško službo s patronažnimi obiski. Od leta 1956 do leta 1960 se ustanovijo še 3 ambulante s 3 zdravniki. V tem času mesto zdravnika zasede tudi domačin dr. Jožef Kramberger. Leta 1962 delujeta 2 stalni zdravstveni ekipi z dežurstvom in tako je občanom zagotovljeno celodnevno zdravstveno varstvo. V letu 1967 je delovalo na kurativnem in preventivnem zdravstvenem področju 32 zaposlenih. V letu 1968 je Zdravstveni dom Lenart priključen k Zdravstvenemu domu Maribor in se preimenuje v teritorialno enoto Zdravstvenega doma Maribor. V letih 1973-1975 se je gradila sedanja zgradba Zdravstvenega doma Lenart. Prvi trakt nove zgradbe je bil v uporabo predan leta 1975. V naslednjih 2 letih so etapno bili dograjeni še ostali prostori. Na osnovi sklepa zbora delavcev so 15. septembra 1978 ustanovili TOST Zdravstveno varstvo Lenart. Vršilec dolžnosti vodje je postal domačin dr. Dušan Markoli, ki je TOST vodil 16 let. TOST Zdravstveno varstvo Lenart je obsegal več strokovnih enot, in sicer službo splošne medicine, službo za varstvo žensk, otrok in mladine, službo medicine dela, pnevmofiziološko in kardiološko službo, reševalno prevozniško službo in tehnično službo. V sklopu Zdravstvenega doma Maribor je lenarški zdravstveni dom deloval do leta 1993, ko se je ponovno osamosvojil. Nekateri zdravniki so v letu 1994 pridobili koncesijo in pričeli kot zasebniki. Naslednje leto vodenje zdravstvenega doma prevzame dr. Aleksander Šošterič in v njegovem mandatu se je pričel graditi prizidek stavbi Zdravstvenega doma Lenart. V drugi polovici leta 1998 je vodenje Zdravstvenega doma Lenart prevzel domačin, sedanji direktor dr. Jožef Kramberger mlajši, ki se je ukvarjal z nadaljevanjem gradnje prizidka. Prizidek so gradili tako dolgo, da je bilo treba za nekatere prostore spremeniti velikost in obliko. Slovesno so ga odprli v novembru 2001. V Zdravstvenem domu Lenart je delalo več 10 mladih zdravnikov, ki so pri delu v ambulantah in na terenu pridobili bogate praktične izkušnje in nato odšli na specializacijo. V zadnjih 10 letih je bila stavba Zdravstvenega doma Lenart nadgrajena in adaptirana. Tako urejena in opremljena je tudi ponos mesta Lenart.
Zdravstveni dom Lenart zagotavlja ob upoštevanju pravice do svobodne izbire zdravnika na sedežu zavoda dejavnosti splošne zunajbolnišnične zdravstvene dejavnosti in specialistično zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost za prebivalce občin, ustanoviteljic in občin, ki gravitirajo na Zdravstveni dom Lenart. To zagotavlja v ambulantah splošne družinske medicine, otroškem in šolskem dispanzerju, diagnostičnem laboratoriju, dispanzerju za ženske, pljučno-internističnem dispanzerju, fizioterapije, dispanzerju za medicino dela, prometa in športa, osnovni zobozdravstveni dejavnosti za mladino in odrasle, ortodontski dejavnosti, zobotehničnem laboratoriju, preventivnih dejavnostih za otroke, mladino in odrasle, reševalni službi, patronaži in negi na domu, klinični psihologiji, ultrazvočni rentgenski diagnostiki, nujni medicinski pomoči in dežurni službi in v drugih specialističnih dejavnostih. Poleg visoko usposobljenih strokovnjakov želijo ponuditi uporabnikom prijaznost in sočutnost. Zato so tudi pridobili certifikat ISO 9001/2008. V letošnjem letu so uvedli tudi nov način registriranja bolnikov. V Zdravstvenem domu Lenart je danes redno zaposlenih 66 ljudi ter 20 ljudi po ostalih oblikah pogodb o delu. Za zdravje naših uporabnikov, pacientov, skrbi 11 zdravnikov in 7 zobozdravnikov. Ob njih pa še 68 strokovnih in tehničnih sodelavcev. Nujna medicinska pomoč je uporabnikom zagotovljena 24 ur dnevno, vse dni v letu. Ob zdravljenju veliko pozornost namenjamo preventivi. Tako redno organiziramo delavnice za opustitev kajenja, zmanjšanje telesne teže, delavnice nordijske hoje in še kaj. Na preventivnem področju dobro sodelujemo z vzgojiteljicami v vrtcih ter učitelji in učiteljicami v osnovnih šolah in tako skrbimo za preventivo na področju zob pri naših najmlajših. V zadnjih 10 letih smo veliko naredili in to ni samo moja zasluga, temveč zasluga celotne prizadevne in delovne ekipe, saj se zavedamo, da lahko skupnimi močmi največ naredimo za naše uporabnike. Kljub temu, da smo dosegli veliko ciljev, nas veliko le-teh še čaka. Žal ti niso odvisni samo od nas, naše ekipe, marveč tudi od države in lokalnih skupnosti. Če nam pacienti pravijo bogovi v belem, mi našim uporabnikom rečemo kralji v pisanem. Naj bo tako ali drugače, bogovi v belem so bili od vekomaj, prav tako kot kralji v pisanem. V Zdravstvenem domu Lenart se zavedamo, da smo drug drugemu usojeni, zato si želimo čim boljšega medsebojnega sodelovanja. Konfliktne situacije so pogosto posledica šumov v komunikaciji in nerazumevanja, zato našim uporabnikom ponujamo najsodobnejše možnosti dvosmerne komunikacije. V ta namen smo pripravili novi spletni portal, ki omogoča vse vrste sodobnih komunikacij, od zastavljanja vprašanj do elektronskega naročanja. V kratkem bomo portal prilagodili še slepim in slabovidnim. Že stari Latinci so v svojih zdravnikih videli 3 obraze. In če citiram stare Latince, zveni nekako takole. Tres medicus facies habet. Unam, quando rogator, angelicam. Mox est cum juvat ipse Deus. Post. Ubi curato post sit. Sua premia morbo, horridus apparet terribilisque satan. Če prevedemo to videnje starih Latincev v naš lep slovenski jezik, bi to glasilo nekako takole. Zdravnik ima 3 obraze. Ko ga pacient prosi za pomoč, je podoben angelu. Ko zdravi, je podoben Bogu. Ko pa zahteva plačilo, je podoben hudiču. No, v naši ustanovi se trudimo, da našim pacientom kažemo prva 2 obraza. Logotip Zdravstvenega doma Lenart je puzla.
prikazuje strnjene 3 krake, ki čakajo na 4., da se združi s 3. Tako nastane enakokraki križ, ki ponazarja zdravnika in zdravstveno osebje skupaj z uporabnikom, pacientom. Nastane enoten sistem, medsebojno zaupanje in medsebojno razumevanje, pomoč. Samo na taki osnovi lahko sistem zdravstvenega varstva deluje in to je osnovno vodilo zaposlenih v zdravstvenem domu Lenart.